Pomurje je dobilo nove poslance za prihajajoči sklic državnega zbora. Z nami je Damjan Bezjak Zrim z liste SD. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Damjan Bezjak Zrim v volilnem okraju Murska Sobota 1 ste dosegli skoraj 14%, če smo natančni 13,68 oziroma 2059 glasov, kar je lep dosežek v tem volilnem okraju. Ja, to je največ med vsemi kandidati SD-ja. To je potrditev 4-letnega dela v samem okraju, kjer smo res sodelovali ne glede na politično prepričanje. V teh malih krajih, ko so enkrat volitve konec mimo, je začeti treba delati, sodelovati, povezovati. Jaz sem to 4 leta dobro delal, zato mogoče tudi tak rezultat. In to bom tudi v prihodnje. Sicer niste novinec v politiki, že prej ste se uveljavili v občinskem svetu in potem tudi v številnih društvih. Zdaj zadnja 4 leta v sklicu državnega zbora ste bili zadolženi za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, notranje zadeve, lokalno samoupravo, decentralizacijo in razvoj podeželja. Kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je za kraje, od koder prihajamo, se pravi za Pomurje, zelo pomembna tema. Ja, definitivno, mi smo žitnica Slovenije, to ni nobena skrivnost. Največkrat se tudi omenja, da bi morali sedež kmetijskega ministrstva preseliti v Mursko Soboto, kar je na dolgi rok smiselno, če drugo ne vsaj kakšne direktorate znotraj ministrstva, kajti številni hodijo vedno v Ljubljano in pa včasih boljše, da tudi pridejo k nam v naše lepše kraje. To področje bo seveda v naslednjih mesecih sploh pereče, in glede na to, da smo v novi vojni, ne svet, je pa številno odvisno vsega, kaj se dogaja, vpliva tudi na Republiko Slovenijo. Kmetje zdaj so na poljih, smo videli pomanjkanje goriva, to kreganje med vlado in Petrolom je zgolj prineslo razočaranje na terenu. Smo videli, da se da tudi odreagirati drugače in to so tematike, ki jih moramo naslavljati. Prav tako odbor za notranje zadeve, kjer sem bil član 3 leta, kajti prvo leto sem bil na odboru za obrambo in takrat sem zamenjal odbor po evropskih volitvah. In tudi tukaj moramo strmeti, da pride do ene decentralizacije, da bo končno ena vlada, upajmo, da bo dala med prioritete regionalizacijo, kajti s tem se tudi krepi naša regija. Lokalna samouprava je eno izmed temeljnih vprašanj, pri decentralizaciji pa se vedno znova ustavi oziroma pri regionalizaciji. Vi ste velik zagovornik lokalne samouprave. Glejte, ko prideš z ene majhne občine na Goričkem v Ljubljano, gleda stvari drugače kot Ljubljana gleda iz svoje pozicije moči. In vkolikor teh majhnih občin, ki so številčne, ne bi bilo, številni projekti ne bi bili po mojem mnenju speljani. In to se vidi, ko začnejo občine skupaj sodelovati po posameznih projektih, da znajo stopiti skupaj, da ta majhnost je včasih tudi prednost, da se tukaj lažje dogovorimo kot mogoče nekje drugje, kajti vedno vsi rečejo v Ljubljani, saj v Prekmurju se vsi poznate. In bomo morali še veliko postoriti, da tudi tukaj določene stvari premaknemo naprej. Kajti če hočemo mi povedati, da imamo enake možnosti kot drugje v Sloveniji, moramo imeti enake osnovne infrastrukturne pogoje. Tukaj sva pri naslednjem vprašanju in to je decentralizacija in razvoj podeželja. Pomurje je izrazito podeželsko, decentralizacija bi prišla prav, da bi lahko samoupravneje odločali, če uporabim ta izraz. Ja, definitivno. Seveda prvi pogoj pa je, da se odločimo, kaj bodo sploh naloge te vmesne, torej regij, dežel, kako se bo to že imenovalo. Mi smo vedno z tega habsburškega
gledali, ne, ker smo bili 1000 let pod Habsburžani. Ampak ne glede na to... Sicer pa tudi po profesiji ste zgodovinar. To je res. Ampak ne glede na to, kaj bodo te regije zastopale, torej kaj bomo iz državne ravni dali nižje na regije in kaj bomo z občinske nivoja dali više na regijo. To je prvo, kar se moramo dogovoriti in kako bo to financirano. Ko je ta sklop zaprt, se pa še lahko začnemo sploh pogovarjati, kdo bo s kom in kako bodo velike. Kakšna je vaša vizija tega, kar ste pravkar omenili, kajti običajno se oklepamo tistega, o čemer odločamo, ne glede na to, če je to občina ali če je to država. Pri regionalizaciji pa bo absolutno potrebno seveda razdeliti. Ja, definitivno. Zdaj mogoče z zgodovinskega vidika smo imeli že deželo, imamo Kranjsko, Štajersko, Koroško, Prekmurje zase, Goriška, Istra. Že mogoče imamo neko osnovo, katero smo imeli več kot 1000 let in mogoče iz tega lahko črpamo potli tudi naslednje korake. Seveda malo podrobna razdelitev ne bi škodila. Seveda Ljubljana je kot nek primer tudi kot Dunaj posebno mesto, ki ima proporcionalno več prebivalcev kot druge mestne občine oziroma posamezne regije, ki bi jih imele. Tudi bo kar zahtevno, če bomo se v to odločili. Seveda pa potem tempo narekovala naslednja vlada. Mimo regionalizacije ne moreva, kajti vsi govorijo in vsi govorimo že kar nekaj časa o regionalizaciji. Kaj bi si vi, poslanec Damijan Bezjak Zrim, želeli, da bi bilo v pristojnosti regij in manj centralizirano? Nekatere stvari seveda morajo ostati centralne, morajo ostati v Ljubljani, ampak do kam naj seže regija, do katere točke? Kajti, ko govorimo o regionalizaciji, nihče natančno ne formulira, kaj bi si v bistvu želel, o čem naj regija kot taka odloča. Oziroma do katere točke je lahko samoupravna. Do te točke, do katere se bomo dogovorili. Ampak to je večletni dogovor, kajti vkolikor se enkrat ta proces začne, se ne sme ustaviti. In ta proces smo večkrat začeli, oziroma so začeli v teh 35 letih že večkrat, največkrat zgolj na listu papirja, da so si umili roke pilatsko in tu se je zadeva zaključila. Jaz bi vseeno rad videl, da pride do nekega določenega dogovora, sploh mogoče na področju umeščanja v prostor, ker vsi vemo, da to je rak rana naše države. Medtem ko lahko v Republiki Avstriji sosednji po enem mesecu gradiš, pri nas čakaš prostorski načrt občinski 10 let, pritožbe in potli gradbeno dovoljenje in se traja izjemno predolgo. Zato imamo tudi, da se mladi izsiljujejo iz teh krajev, zato da tudi so težje večje investicije in tako dalje. In če tega ne bomo v kratkem roku naslovili, smo na izgubi vsi. To je en vidik, je jih seveda več, kajti Ljubljana bo želela imeti seveda tudi nekaj nadzora nad tem, kaj regije počno. Potem pa se ustaviva seveda pri financiranju teh regij, kar ni nepomembno vprašanje in vsaka regija si verjetno želi nekaj več financiranja. Pomurje je veljalo dolga leta za malce manj razvito. Se pravi, če iz vaših besed razberem, da se boste borili za Pomurje oziroma se zavzemali za to, da bo Pomurje dobilo tisti prostor, kakršnega si zasluži enakomeren razvoj. V bistvu tik pred koncem, tik pred volitvami, mesec dni, je bil sprejet zakon o skladnem regionalnem razvoju, katerega je pripravilo Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj dr. Aleksandra Jevška, bivšega murskosoboškega župana, ki pozna to področje. In zakon je nastajal 4 leta zaradi tega, ker so hoteli kvalitetno zastaviti vsebino in zdaj denar bo zagotovljen in regija se bo odločala, kam bo šel ta denar, kako se bomo razvijali. Kajti zgolj mi tukaj v Pomurju vemo, kaj rabimo. Ne, da nam nekdo diktira iz Ljubljane in konec koncev, na koncu pa ozelenitev pokopališča ni glavni projekt, kaj bi mogli imeti v Prekmurju. Pač mi rabimo dolgoročni razvoj, da bodo višje neto plače, da bo dodana vrednost podjetja zrasla in o tem se moramo pogovarjati, kaj bo skupno dobro. Pomurje ima zelo mlade poslance, kar je razveseljujoče, glede na to, da je treba živeti naprej in počasi predajati.
vzvode tudi oblasti mlajšim generacijam. Ste mlajša generacija poslancev, 4 leta ste bili v parlamentu, izvoljeni ste za poslance za naslednja 4 leta. Kaj bi si želeli oziroma kam naj gre ta pot? Se še vedno preveč ukvarjamo z zgodovino ali polpreteklo zgodovino, ali bi si želeli, da to preteklost in polpreteklo zgodovino pustimo ob strani in se naj z njo ukvarja stroka in gremo naprej z razvojem? Pokazalo se je, da mladih več toliko zgodovina ne zanima, seveda jo moramo spoštovati taka, kot je. Ampak ja, Pomurje je namenilo svoje glasove mlajši generaciji politikov in smo tudi ena regija, ki ima najmlajše poslance, če gledamo v celoti. Jaz mislim, da ta ekipa je sposobna sodelovanja, je sposobna iti čez svoje meje. To pomeni, da se lahko dogovorimo za skupno dobro. Že smo se z vsemi slišali in smo pripravljeni, ne glede na politično barvo, sodelovati, kar je dobro za regijo, da se določene projekti končno spravijo naprej, da ne stagniramo. Ena takih zadnjih pozitivnih je bila Mursko-Soboška obvoznica, kjer smo takrat sodelovali vsi pomurski poslanci. Zdaj, tik pred volitvami je, hvala Bogu, tudi išlo gradbeno dovoljenje, kar ni samo dobro za Mursko Soboto, ampak tudi za Goričko in širše. In konec koncev smo imeli v prejšnjem sklicu mandata klub mladih poslancev, kjer so sodelovali tako poslanci opozicije in koalicije, in tam smo sprejemali zakonodajo z vsemi glasovi, brez glasu proti, ne glede na politično barvo. Tako je, in to bi bilo tudi moje naslednje vprašanje. V takšnih okoljih, kakršnih živimo, to so mala okolja, se mi zdi, da je ideološko razdeljevanje povsem nepotrebno oziroma destruktivno, če želimo iti naprej. Na vas pa bomo lahko naslovili tudi poslanska vprašanja, to moramo še omeniti. Imate poslansko pisarno, kje vas najdemo in seveda kdaj? To zna biti včasih variabilno. Odvisno od sej v Ljubljani, ampak jaz imam poslansko pisarno v občini Kuzma, ki jo bom ponovno odprl v naslednjih tednih. Poslansko pisarno imam tudi v občini Moravske Toplice in na Ptuju, ker sem konec koncev izvoljen v enoti Ptuj. Seveda se pa že z nekaterimi župani pogovarjamo, naprimer tudi z občino Rogaševci, da bi tudi tam odprl poslansko pisarno, tako da bom še bližje, ker sem rad na terenu. In konec koncev je to tista dodana vrednost, da lahko pride poslanec v vsako vas tukaj in da se dobimo na terenu, kar je tudi edino pravilno. Poslanec Damijan Bezjak Zrim, kaj si želite in kaj ste si zadali kot prednostne naloge za prihodnja 4 leta oziroma prihodnji mandat, glede na to, kakšen je bil recimo temu zaključek volilne kampanje in kakšen je izid volitev, trenutno sicer še neuradni? Počakajmo, kaj se bo, kdo bo sestavljal vlado, počakajmo končne rezultate. Moja naloga kot poslanca v enoti v okraju Murska Sobota 1, torej Goričko-Ravenski del, pa tudi Murske Sobote, je, da še naprej povezujem, da tiste cilje, kateri smo si zastavljeni, da imamo že tudi zagotovljena finančna sredstva, da se to dokonča, da bomo lahko enakovredni partner v ostalem delu Slovenije. In to je vaš cilj, ki ste si ga zadali po vsej verjetnosti ne samo za prihajajoče 4 leta, ampak tudi vaš osebni cilj. To je moj osebni cilj. Damijan Bezjak Zrim, najlepša hvala za obisk v studiu in vse dobro. Hvala za povabilo. Spoštovani gledalke in gledalci, v naši družbi je bil novo izvoljeni poslanec Damijan Bezjak Zrim z liste SD.